Zdravo, tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o budistični lotosovi meditaciji. Torej, gre za obliko meditacije, pri kateri uporabimo lotos kot neko rastlino, ki je poznana po temu, da ima korenine v zemlji, steblo v vodi, liste in cvet pa na površini vode oziroma v zraku. Lotos marsikakšne duhovne tradicije uporabljajo za prispodobo razsvetljenja, da smo trdno prizemljeni, da smo torej na tem svetu, vendar pa, da smo onkraj tega sveta, torej da imamo zavedanje nad tem fizičnim svetom, v zraku oziroma v duhovni sferi obstoja. Mnogi tudi občudujejo lotosov cvet kot nekaj lepega. No, in če uporabljamo lotos kot nekaj, kar je posebnega, kar je nekaj zelo drugačnega, potem smo že začeli uporabljati in primerjati lotos z drugimi rožami in rastlinami ter ga poveličevati. Torej, dvignili smo mu vrednost, naredili smo ga nekaj bolj vrednega kot pa katerokoli drugo rastlino. In kot posledico te definicije lotosa kot nekaj posebnega, lahko v odnosu do njega ustvarimo pozitivne, dobre občutke. Zakaj smo torej z poveličevanjem lotosa zapadli v iluzijo, v slepilo tega sveta? Zato, ker vse, kar obstaja, izhaja iz enega in istega vira. Je torej del ene iste realnosti. In vse, kar izhaja iz istega vira, je po svoji vrednosti enakopravno, enakovredno. Torej, ne bi smelo biti tukaj nobene polarnosti, nobenega razdvajanja. V trenutku, ko katerikoli delček stvarstva ponižujemo ali poveličujemo, da nek delček naredimo manj pomembnega ali bolj pomembnega, potem pa smo že začeli ustvarjati polarnost, slepilo, zapadli smo v laž, v samoprevaro. No, in to je ena problematična plat, ki sem jo zasledil pri opisu lotosove meditacije. Druga stvar pa je uporaba ljubezni oziroma definiranje besede ljubezen. Kajti ljubezen si lahko predstavljamo kot občutek, lahko pa si jo predstavljamo kot praktično, fizično dejanje, ko drugemu dajemo tisto, kar bi tudi mi želeli prejeti, če bi bili na njihovem mestu. Recimo, če imamo pred sabo lačnega otroka, če bomo samo v sebi čutili ljubezen, torej občutek ljubezni, topline in mu pošiljali žarke, sreče, veselja, potem bo ta otrok lahko umrl zaradi lakote,
kljub naši dozdevni, neskončni, božanski ljubezni. Kajti ljubezen kot občutek je samo ustvarjeno slepilo. Edino, s čimer bomo lahko temu otroku praktično izrazili ljubezen, je to, da ga bomo nahranili in s tem ga bomo dejansko ohranili pri življenju. No, sedaj pa bom razložil celoten potek meditacije. Torej v 20-minutnem videoposnetku, v katerem so navodila za to meditacijo, se priporoča, da opazujemo svoje misli. In če opazimo neko misel, je priporočljivo, da preusmerimo pozornost takoj na lotosov cvet, ki si ga predstavljamo v sredini našega prsnega koša. Misli, seveda te, ki se v umu pojavljajo samodejno, avtomatično, nam jemljejo pozornost. In seveda je ena metoda, da iz teh misli prestavimo pozornost na nekaj drugega. Vendar pa ne priporočam, da preusmerimo pozornost iz misli na nekaj, kar si predstavljamo v našem umu, kajti s tem damo pozornost samo iz ene energetske entitete na drugo energetsko entiteto. Vse, kar je energija, pa je že derivat snovi, derivat materije in nas zavaja in slepi. Zato priporočam, da če se nam pojavi neka misel, ki jo zaznamo, da enostavno preusmerimo pozornost na naše dihanje. Kajti dihanje je nekaj, kar je tukaj, kar je resnično, kar je del našega fizičnega telesa. In potem se v meditaciji priporoča še, da si potem vsak dan predstavljamo, kako ta lotosov cvet v sredini našega prsnega koša raste, kako se razvija, kako postaja vse bolj močnejši, kako žari, da potem čutimo tako toplino v sončnem pletežu. In na ta način naj bi potem vse bolj duhovno rasli. Zanimivo, kaj ne, kako enostavna naj bi bila ta pot. In potem naj bi tudi to na zunaj izžarevali, drugi ljudje pa naj bi opazili, kako sevamo, kako žarimo in bi nas potem občudovali in imeli za razsvetljenje. Seveda, dejansko izžarevamo, saj s tem izgorevamo. S kakršnokoli umsko predstavo ustvarjamo polarnost v odnosu do te fizične realnosti, notranje trenje, z katerim dejansko kurimo vir energije iz našega fizičnega snovnega telesa. Zato seveda odsvetujem takšno meditacijo oziroma kakršnokoli meditacijo, v kateri gremo v Um je manifestacija ločenosti, je princip razdvojenosti od tega, kar je dejansko tukaj, kot univerzalna, fizična oziroma snovna realnost, ki nas vse med sabo povezuje, ki si jo vsi med sabo delimo.
Predlagam, da če želite učinkoviteje zaustavljati moteče misli, da čim bolj dajete pozornost na dihanje. Za še bolj poglobljeno delo na sebi, da zaustavite tudi te ciklične, trdovratne misli, ki si jih ne moremo osvoboditi, pa priporočam delo na sebi po tehnikah, ki so strnjene v spletnih tečajih z imenom Destiny Eye Process. In uvodni tečaj, ki traja 6 mesecev, z živimi prostovoljskimi izkušenimi mentorji z imenom Deep Light, je povsem brezplačen. Je sicer v angleškem jeziku, vendar vsak lahko z uporabo slovarja, tudi če ne zna angleškega jezika, zlahka osvoji ta ključna temeljna orodja za delo na sebi. Vsaka misel je v bistvu delček nas, ki kliče po naši pozornosti. In vse dogodke v preteklosti, v katerih smo čustveno reagirali, moramo slej ko prej predelati, da prevzamemo polno odgovornost za ta dogodek, v katerem smo se razdvojili od realnosti na osnovi nekega konfliktnega, sprejetega prepričanja. Zato nas trajno osvobodi lahko samo konkretno delo na sebi, skozi katerega pregledamo, prevetrimo našo celotno preteklost, vse dogodke in za pomočjo pisanja prizemljimo vse misli, jih pogledamo in si odpustimo vse tiste, ki so razdvajajoče, na osnovi katerih smo dopustili neko čustveno reakcijo. Povezave do tečaja Deep Light bom navedel pod tem videoposnetkom, zato vam predlagam, da se na ta tečaj čim prej vpišete in pomagate sebi, da se boste osvobodili motečih misli in postali čustveno stabilen človek, sposoben delovati po zdravi pameti, premikati sebe kot fizičnega človeka in delovati v skladu z principom tistega, kar je najbolje za vsa živa bitja. Hvala za posluh in nasvidenje.